gre za en konkreten projekt, ki seveda tako sredstvi Evropske unije, kot seveda tudi z našimi sredstvi našega proračuna pomembno okrepi populacijo risa in s tem še dodatno slovensko pisano naravno sliko. In bom zelo vesel, da se bojo spuščeni risi dobro prijeli na slovenskih tleh, no, da bodo nadaljevali to poslanstvo, da se bodo dodatno razmnožili. Zelo fajn je, da sta samice v bistvu prišle sploh. In Julija je tudi se dal na ultrazvok in najmanj v bistvu 2 zarodka. Se pravi, v kratkem pričakujemo naraščaj. Zdaj bo to nek tukaj, to je čisto odvisno od časa poleganja. Tako da je veliko upanja, da bo saj ona tukaj ostala, tris pa tudi, glede na to, da ga imamo že toliko cajt tukaj. Ta 1. Julija, v sredi je tris, zadnja je lenka. Zdaj, tris je največji ris v Sloveniji, to se meni res dobro zdi. To pomeni tudi, da sem ga dobro krmil. Predvsem se mi zdi pomembno, da 3 risi, ki bodo izpuščeni tudi v Triglavskem narodnem parku. Ris je bil že v preteklosti tukaj prisoten, pa ga potem ni bilo več in te 3 risi so nekako upanje, da se ta populacija ponovno naseli in obdrži tudi v tem območju. In to je tudi eden izmed ciljev Triglavskega narodnega parka, ohranjanje narave, ohranjanje živalstva in rastlinstva. Zato še enkrat zahvala Zavodu za gozdove, da smo bili izbrani in seveda z velikim ponosom bomo, upam, naznanili čez nekaj časa, da se je vsaj kakšen od teh risov tukaj tudi ustalil. Za začetek lahko povem, da je ris slovenska avtohtona vrsta, ki je v srednjem veku naseljevala večji del Evrope in je še dan današnji zelo pomembna za gozdne ekosisteme. Ob tem pa želim pripomniti, da je ris kot, bom rekel, zver izrazito nekonfliktna vrsta. V povprečju beležimo samo en škodni primer na leto. Nisem se še vprašal, kako daleč ris skoči, ampak mislim, da ima kar dolg skok glede na živahnost njegovih nog. Jaz sem bil zelo pomirjen na sebi, ko sem videl, kako grejo risi lepo sami v naravo, ta prvo malo povoha, pol pa steče na prostost.